Moja današnja tema je blagoslovi molitve. Ja, izbrala sem blagoslovi molitve. Zakaj sem to poudarila? Zato, ker je vsaka naša misel, vsaka naša beseda, vsako naše dejanje energija. In istočasno se zgodi nekaj, kar je težko opisati, lahko pa je občutiti. Če je mama jezna na svojega otroka, ta jeza škoduje njej, pa tudi otroku. Če je mama potrpežljiva, to otrok čuti. In je to zanj blagoslov. Če pa je mama ljubeča, je to še večji blagoslov za otroka. Zato ni vseeno, kaj mi mislimo, kaj mi govorimo, kaj oddajamo iz svojega srca navzven, ker to nas določa in tudi naše bližnje. Zato je zelo pomembno, da ločimo molitve od molitve. Je molitev, ki blagoslavlja, ki spreminja temo v luč, ki spreminja bolezni v zdravje, ki spreminja smrt v življenje, vojne v mir, depresijo v radost. Ja, so tudi take molitve. So pa žal molitve prekletstva. Ko nekdo zaželi nekomu nekaj groznega, da se mu bo ja povrnilo 10-krat to, kar je nehote mogoče storil. V tem trenutku dela sebi škodo in tudi temu človeku, ki se ni odločil za odpuščanje, za mir, za blagoslov. Ko bomo vsi dojeli, prav vsi, da je dejanje ljubezni pot do raja na zemlji, pot do zdravja, pot do novih medsebojnih lepših odnosov, potem bomo blagoslavljali z besedami, v mislih, v dejanjih in samo takrat se bo ta svet spreminjal v novi svet. Društvo za srečno življenje Belis v prvi alineji 9. člena statuta govori, da je za nas najbolj pomembna brezpogojna ljubezen. In res je najbolj pomembna. Tako zelo pomembna, da iz tedna v teden o tem govorim. In vas prosim, odločimo se vsi za darovanje brezpogojne ljubezni. Da zaželimo nekomu, ki umira, da bo ozdravel, ne da ga pošiljamo z evtanazijo v smrt. Da zaželimo materi, ki razmišlja o splavu, da jo blagoslovimo tako močno, da se bo odločila za življenje. Da bolnika spodbudimo z nasmehom, z ljubeznijo, da se odloči on za življenje, da bo ozdravel. Molitev je lahko blagoslov. Nažalost, pa je teh blagoslovov še vedno premalo med nami. Veliko premalo. In skrajni čas je, da se množično odločimo, da bo iz naših src
iz naših ust, iz naših duhovnih bitk odšla vedno samo milost, brezpogojna ljubezen. Da bomo sejali semena ljubezni, semena odpuščanja, semena miru, semena zdravja in življenja. Danes sem poslušala en govor in zelo me je zabolelo, ko sem zaslišala: do konca življenja delajte to. Do smrti delajte dobra dela. Na en način je bila misel pozitivna, da ne delamo dobro, ampak koliko časa? Samo do smrti. To pomeni, da je v sporočilu bilo tudi prekletstvo. Vera v smrt, vera v konec. Ja, kdor veruje v smrt, kliče smrt. Kdor veruje v življenje, blagoslavlja. Kdor veruje, da je življenje alfa in omega, da je Bog neskončno dobrotljiv, da je neskončno ljubeč, in kdor se obrača Bogu, k temu čudovitemu stvarniku nebes, vidnih in nevidnih stvari in zemlje in vsega, kar je in kar ne vidimo, ko se k njemu obračamo z božjimi molitvami, se dogajajo čudeži. Ljudje ozdravljajo, sonce zasije, mir se povečuje, ljubezen se množi. Ja. Molitev: Oče naš, ki si v nebesih, v duhovnem svetu, pridi k nam na zemljo, v naša telesa, v naša življenja, v naše družine, v našo vlado, v naše ministrstva, med vojake, da bojo odvrgli puške, nemire, vojne, prepire in se odločili za bratstvo in edinstvo in ljubezen. Molitev zelo preprosta: Oče naš, ki si v nebesih, pridi k nam na zemljo. Naj se dogaja samo tvoja volja, volja ljubezni, volja miru, volja enosti z ljubeznijo, volja zdravja. In nahrani nas s to nevidno božjo hrano, ki nas odžeje in nahrani. In prosimo, odpusti nam tudi naše dolge, ker smo sodili, ker nismo vedeli, ker nismo znali, ker nismo razumeli. Odpusti nam. In istočasno se odločamo, da smo tudi mi voljni vsem vse odpustiti in se le za ljubezen odločiti. Ja, Bog nas ljubi. Ali mi ljubimo ljubezen? Ali imamo mi na prvem mestu ljubezen? Ali imamo na prvem mestu sodbo, zamero, jezo, maščevanje, nezadovoljstvo? To je naša osebna odločitev. In tudi naša osebna odgovornost. Evangelij pomeni radostna vest, ki naj se razširi od mene do vas, od vas naprej. Po vsem svetu naj gre ta čudovita vest, da smo mi kreatorji ali raja ali pekla. Bog je samo ljubezen. A smo mi ljubezen? Ali mi darujemo ljubezen?
Ali mi blagoslavljamo? Ali smo mi nežni do življenja, do živali, do otrok, do drugega? To je pa naša odgovornost in naša izbira. Ja. Veliko je napačnih molitev. So pa tudi molitve, ki blagoslavljajo. In jaz osebno molim molitve, ki blagoslavljajo. Imam kar nekaj molitev posnetih, preko 2000 molitev v zadnjih 2 letih je na mojem pametnem telefonu in na žalost sem izčrpala spomin in trenutno jih ne morem snemati, ampak to ne pomeni, da več ne molim, samo snemam jih več ne. Včeraj sem poslušala eno zanimivo molitev že kar nekaj časa nazaj in ugotovila sem, da je bila uresničena. Ja, molitve dobronamerne so uslišane. Tako kot otrok, ki prosi očeta ali mater za košček kruha, to dobi, tako tudi mi, otroci našega najvišjega očeta, stvarnika nebes in zemlje in vseh vidnih in nevidnih stvari, karkoli ga prosimo po njegovi volji, nam podari, nam omogoči, nas sliši in usliši. Zato so molitve zelo pomembne, da so namenjene resnično za dobrobit nas, naših bližnjih in vsega človeštva. In hvala lepa, da bojo vaše molitve samo blagoslov za vas in za vse vaše bližnje, da se bo mir in ljubezen na tej zemlji pomnožila. Hvala lepa za vašo pozornost.